Lepo pozdravljeni. V Nuklearni elektrarni Krško izrabljeno jedrsko gorivo trenutno skladiščijo v bazenu za jedrsko gorivo oziroma tako imenovanem mokrem skladišču. Konec leta 2022 je bilo tam uskladiščenih 1432 izrabljenih gorivnih elementov, ob vsakem remontu na vsakih 18 mesecev jih dodajo približno 56. V naslednjih dneh jih bodo del pričeli prenašati v novo, suho skladišče izrabljenega goriva. V tej 70 metrov dolgi, 50 metrov široki in 20 metrov visoki zgradbi bodo skladiščili izrabljeno jedrsko gorivo. Začeli bodo že v teh dneh ter do jeseni vanjo prenesti prvih 16 zabojnikov s 592 izrabljenimi gorivnimi elementi. Plan je tak, po letošnjem letu 592 gorivnih elementov, od vseh 2600, kot je predvidenih. Potem leta 28 isto ponovimo. Potem bomo pa videli, bo kaj leta 38 pa 48, to pa še ni definirano čisto za 20 let, 30 in naprej. Ostaja v uporabilnem stanju v uporabi tudi skladišče za bazenom. Tam bomo vnašali nove gorivne elemente, jih skladiščili vsaj 5 let, ko so pripravljeni za to, da grejo lahko na suho. Se pravi, več kampanj v naslednjih letih. Kot dodaja skorajšnji predsednik uprave, ki bo vodenje Nuklearne elektrarne Krško prevzel aprila, je pri suhem skladišču bistveno to, da ne potrebuje nobene aktivne komponente. Zadeva je popolnoma samostojna, dobro ščitena pred radiacijo, ne potrebuje vode, popolnoma suha, sama in pa v bistvu ena velika zaščita proti kakršnikoli vplivom iz zunanjosti. In je odporno tudi na bistveno višje in vremenske, seizmične zahteve, kot tudi recimo padec tega komercialnega letala. Tudi če je padec komercialnega letala, analize so narejene za zgradbo za suho skladišče, da te osnovne celice ostanejo intaktne. Gre za tehnologijo, ki je v tujini, predvsem na zahodu, dobro uveljavljena. Uvedba suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva sodi med enega večjih projektov nadgradnje varnosti, ki ga v Nuklearni elektrarni Krško izvajajo zadnjih 10 let. Z veseljem lahko rečemo, da je to zadnja faza, faza v bistvu tega širokega projekta nadgradnje varnosti. To smo čakali in s tem zaključujemo in nadaljujemo z obratovanjem 20 let. Ministrstvo za okolje in prostor je sicer končalo postopek presoje vplivov na okolje in 13. januarja letos izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043. Nuklearna elektrarna Krško je v februarju proizvedla skoraj 493 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 469 tisoč megavatnih ur električne energije. Februarja je bila proizvodnja za 0,9% večja od načrtov, ki so jih imeli pri 465 tisoč megavatnih urah. Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v februarju segrevala povprečno za 1,9 in največ za 2,7 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 5 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Med pomembnejšimi letošnjimi naložbami občine Brežice zagotovo sodi postavitev novega mostu čez reko Krko na Borštu, ki je potem, ko se je konec lanskega leta sesedel, popolnoma neprevozen. V četrtek so podpisali pogodbo z izvajalcem, družbo Rafael iz Sevnice. Na tem mestu bo kmalu stal nov most. Ta bo prav tako lesen, no vsaj poglavitno, medtem ko bodo nosilne konstrukcije iz jekla. Za krajane je to zopet ena pridobitev velika, gre za drugi most v krajevni skupnosti. Še posebej smo veseli, kajti 3 mesece je zdaj v marcu, 3 mesece, kar je prišlo do zloma mosta in smo že danes pri pogodbi, pri podpisu izvajalcev del. Ta most ni zaščiten, vendar ne glede na to smo občina se obnašali enako, kot da je zaščiten, kar pomeni, da ga bomo delali po podobnem postopku kot v Cerkljah, ki pa je zaščiten. In tudi ta most, tako kot tisti v Cerkljah ob Krki, bo naloga za podjetje Rafael iz Sevnice. Sledi najprej projektiranje, potem gre ta zadeva v potrditev naročniku in potem se takoj pristopi k izvedbi. Izvedbi v smislu priprave materijala, potem bomo pa čakali najbolj ugoden vodostaj, primerno vreme in takrat se gre v strugo in prične fizično z gradbenimi deli na sami lokaciji.
dela naj bi bile končane do konca leta, tako da jaz verjamem, da s tem bomo precej pripomogli, tako kot samim vizualnim pogledu Boršta, kot tudi seveda prometni varnosti tu preko tega mostu. Pred udrtjem je bila nosilnost mostu 1,5 tone. Zdaj računajo, da bo ta vsaj 10 ton. Z novim mostom pridobimo večjo nosilnost. To bo pridobitev kot za same lastnike težje mehanizacije, se pravi kmetijske mehanizacije traktorjev, da ne bojo rabili hoditi čez Cerklje ali pa čez Krške Smalnice na desno stran reke Krke. Vrednost del znaša skoraj 1 100 000 evrov. Ministrstvo za obrambo bo prispevalo 700 000, razliko pa bo krila občina Brežice. V zabojnikih za mešane komunalne odpadke je še vedno preveč odpadkov, ki sodijo v ločeno zbiranje, opažajo v posavskih komunalah Kostak, Komunala Brežice in Komunala Sevnica. Zato so javnosti predstavile videospot o ločevanju odpadkov, ki so ga pripravile z namenom, da ga na zabaven način približajo predvsem mlajšim. Prepričani so namreč, da je odgovoren odnos do okolja potrebno začeti razvijati ravno pri njih, ki svojim odprtim duhom ta sporočila zagnano prenašajo naprej. Za bio je rjava, za embalažo je rumena, za papir je... To je del videospota s Tilno Martačem, ki so ga pripravile 3 posavske komunale. Na ta način skušajo nagovoriti občane k še bolj odgovornemu ravnanju z odpadki. Nekako upamo, da bo ta videospot doprinesel k boljši zavesti občanov občin, mestne občine Krško in pa Brežic in pa Sevnica, da se bojo nekako zavedali, kaj pomenijo nepravilno odloženi odpadki v okolje in koliko škode lahko povzročijo. Vsekakor je njihova želja, da bi občani v čim večjem številu ustrezno ločevali odpadke, saj kot poudarjajo, to ni usluga, ki jo delajo komunalam, ampak usluga, ki jo delajo sami sebi. Vse imajo le njihovi otroci, le njihovi vnuki bojo na ta način lahko živeli dolgoročno v čistejšem okolju in pa nekako v okolju, ki si ga tako zaslužijo, tako oni kot tudi mi. Je pa pač naša naloga osnovna, da naše uporabnike spodbujamo, da jih ozaveščamo. Sicer včasih ne gre drugače kot z opozarjanjem, lepimo na zabojnike obvestila, s čimer ne odpeljemo zabojnika. Uporabnik pokliče, razložimo, zakaj nismo odpeljali, tudi razumejo ponavadi to, tako da se te zgodbe niti ne ponavljajo. Posavske komunalne družbe so sicer dobro povezane in med seboj redno sodelujejo. Poleg dejavnosti jih združujejo podobni cilji in tudi izzivi. Cilji so, kar se odpadkov tiče, da čim več ločeno zberemo, čim manj odložimo, to nam vsem dobro uspeva, je bilo že danes rečeno, po 2% vseh nastalih mešanih komunalnih odpadkov oziroma odpadkov se odloži, vse ostalo se obdela in preda v nadaljnjo obdelavo. Več je bilo teh projektov tudi v preteklosti, kjer v Las Posavju sem izpostavil olje nekoliko drugače in potem nadgradnja tega v drugem projektu. Posavske komunale pa v naslednjih dneh in tednih kot vsako pomlad pripravljajo čistilne akcije okolja. In kot pravijo njeni predstavniki, so v zadnjem obdobju zaznali povečane količine v naravi odvrženih odpadkov. Marec je mednarodni mesec boja proti raku na debelem črevesu in danki. Gre za 5. najpogostejši rak v Sloveniji, saj za njim na leto zboli okoli 1400 ljudi. Če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je povsem ozdravljiv. S pravočasnim odkritjem polipov oziroma predrakavih sprememb na črevesju pa ga lahko tudi preprečimo. Tudi s pomočjo presejalnega programa SVIT, ki je namenjen vsem starim od 50 do 74 let. Ja, za raka sem izvedel preko sodelovanja v programu SVIT. Zdaj moram takoj povedati, da prvič, ko sem dobil vabilo za sodelovanje v tem programu, da se vabilo nisem odzval. Ker sem pač bil nekako dobrega zdravja, nobenih težav nisem imel na tem področju in sem pač rekel, ok, se to ni za mene, ne, to je za nekoga. Ne. No, ko sem pa drugič prejel vabilo, sem pa tudi nekaj časa odlašal, potem pa sem se le odločil, pa mogoče še malo manj zaradi sebe kot vljudnosti do tistih, ki pač to pošiljajo, da sem se odzval. No, in potem je bil pa izvid pozitiven. Sledile so nadaljne raziskave, kolonoskopija, CT in tako naprej.
Potrjena je bila diagnoza rak debelega črevesa, operacija, kemoterapije. In dobrega pol leta smo zadevo uspešno zaključili. In to je bila ta moja izkušnja. Prvo, ko dobiš vabilo, razmišljaj, da je nekdo, država namensko porabila eno količino denarja, znanja in vseh veščin, da ti je to vabilo poslala. Potrebno je, da se odzovete na to vabilo, za kar seveda dobiste potem tudi eprovetke, kamor z navodili, kako oddati blato. Poleg tega, če je mogoče danes res, ko živimo v tem času denar in materialnih stroškov, vedi, da je to tudi denar in da je ta pregled plačan iz tvojega denarja, torej iz tvojega obveznega zdravstvenega zavarovanja, da si to že plačal in oddelal, ne? In da to nam državljanom pripada in je res dvojni benefit. Torej, eno je, da ne izkoristiš denarja, drugo pa je, da narediš svojem zdravju eno veliko korist. Novomeščanka Vesna Draginc dobri 2 desetletji dela z ljudmi v stiski, predvsem z otroki, ki so bili žrtve nasilja, pa tudi odraslimi in povzročitelji. Bila je policistka in kriminalistka, zadnjih 10 let pa je zaposlena v socialnem varstvu. Zgodbe, ki jih je spremljala, so jo navdihnile, da je napisala pravljico o palčku Migetalčku s čarobnimi čeveljčki. Njegovo sporočilo pa je, da je pomembno, da se zavedamo, da je vedno nekje nekdo, s katerim se lahko pogovorimo. Več v prispevku. To je pravljica o palčku Migetalčku s čarobnimi srebrnimi čeveljčki. Kot pove njegovo ime, je živahen, rad raziskuje in je pogumen. Dejansko pa tako, kot neko majhno bitje, ko si palčka predstavljamo nekega nemočnega, ko se skriva, a hkrati je izredno tak topel in odločen in tako tudi, na tak način tudi spodbuja v zgodbi vsakega izmed nas, da se spregovori. Vesna Draginc je navdih za knjigo iskala v življenjskih zgodbah, s katerimi se je že srečala ali v profesionalnem ali v zasebnem življenju. Predvsem pa navdih v tem delu, da je vedno odrešujoče, ko o kakšni stvari spregovorimo, ko najdemo pač nekega sogovornika, kateremu lahko zaupamo, in skozi razne te zgodbe, s katerimi sem se srečevala v svojem življenju ali pa na svoji profesionalni poti, je bil to predvsem en tak navdih, da je spodbuda, da se spregovori o raznih situacijah. Čeprav je prvotno namenjena otrokom, knjiga nagovori male in velike bralce. Da tudi vse nas odrasle, ko se srečamo v nekih stiskah, da spregovorimo, da si najdemo pomoč, kar nam pač ustreza. Različne pomoči imamo, treba je ta korak narediti in izredno tako odrešujoče, ko se to naredi. Zagotovo pa je to, da pač otrokom pa je prav, da mi odrasli pomagamo, da te stvari ubesedijo in jim nudimo tudi varen prostor za besedo to. Knjiga, ki jo je ilustrirala Nika Langus, je personalizirana, saj otrok v njej skozi celotno zgodbo palčku barva čeveljčke. Avtorica ob tem dodaja, da že pripravlja novo knjigo, ki bo predvidoma izšla še letos. Za konec poglejmo še na naš spletni portal eposavje.com. To so najbolj brane novice minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.